En lep dober večer, ponovno Tanja Skaza z vami, 2020. Upam, da ste z mano. Dragi prijatelji, znanci, saj ne vem, kaj so ti, ki so na Facebooku. Kakorkoli, jaz vsekakor mislim, da smo mi vsi eno in da smo mi vsi prijatelji, da smo sestre, bratje. In bolj ko sprejmemo sebe, bolj tudi sprejmemo ostale. No? Upam, da ste lepo preživeli Silvestrovo, upam, da ste lepo zakorakali, oziroma ne bom rekla več upam, verjamem, da ste dobro zaštartali v leto 2022. Jaz sem zelo lepo, glede na to iz mojega izredno napornega, od 26. to pomeni od božičnih praznikov pa do danes, je fenomenalno leto začelo. Amanda, lep dober večer. Marinka, lep dober večer. Jo, kak vas imam, ene ste tak, Barbara, dober večer. Ene ste tako, da prav želim, da se družim z vami, da skupaj rastemo, da se skupaj premikamo. Kjera Bojana mi napisala, srečno novo leto, draga Bojana. Janja, živjo. Kak lepo. Drage moje dame, dragi moji, evo tudi Tanja se najde, moja soimenjakinja. In tudi naj vam povem, tudi kak moški se najde. Mi je zelo všečena tudi to, ko slišim, ko mi kak moški napiše, da me spremlja. Včasih sem tako počaščena ali pa hvaležna, ko Marjetka, dober večer, ko mi napišejo moški, da me spremljajo vsak četrtek in potem rečem, pol je že nekaj na tem. Ampak se moj mož pravi, da dejansko sem bolj družinska terapeutka, kot pa samo za ženske. Bom začela, da bom tudi danes prekončala, oziroma po moje 20 minut ali pa malo več kot 20 minut. Se veste, seminarja, delavnice se ne da narediti. Odpreti se tudi ne da v 20 minutah, lahko se samo nekako poistovetite s kako mojo izkušnjo. Karmen, dober večer, lahko se poistovetite s kako mojo izkušnjo in posledično najdete sebe v tem delu in to je tudi moja nekak želja. Vse, kar govorim, nisem nek strokovnjak, ne psiholog, ne psihiater, ničesar, čeprav sem se opisala tudi na transakcijsko, vendar bistvo, kar je, govorim izključno moje izkušnje. Tisto, kar se je meni zgodilo, tisto, kar se je zgodilo tako na poslu, tako v osebnem življenju, dejansko na osebnem področju, vse, govorim izključno, kar je povezano z menoj. In samo tisto, kar je povezano z menoj, tisto lahko govorim. Kar se zgodi drugim, to ne morem govoriti, zato ker tudi ne vem, če je tako. Sem tudi oseba, ki ne spuščam toliko, kaj drugi mislijo, in zelo rada poslušam svoje srce in temu srcu sledim. Imam eno dobro vprašanje, čisto na koncu. To pomeni, po koncu imam eno tako malo bolj, jaz bi rekla, mogoče malce predrzno vprašanje, katerih tem bi se lotila v naslednjem letu, zaradi tega, ker sem videla, koliko je meni ta tema, ne samo meni, prinesla nekih bolečin in posledično, koliko sem s to temo tudi dala bolečin moškemu, ampak to na koncu. Vesela bom vaših komentarjev, če mi boste napisali, da vam je všeč ta tema. Se veste, jaz sem vedno tiste tabuje rušila. Dajmo še pa pri tem, če se vam bo zdelo smiselno. Tema, katera je danes, sem odprla vzorce, ker se mi zdi izredno pomembna, ker to se je meni dogajalo od 25. oziroma od 25. pa do 1. Prepričana sem, da sem na podlagi teh vzorcev, ki sem jih spoznala pri sebi in pri partnerju, bom rekla, najin odnos izredno izboljšala, predvsem pa je, da sva začela govoriti o bolečinah, da sva začela govoriti o nečemu, kaj je bilo iz najine preteklosti. In potem sem izredno to povezala na tisto, kar pa vem, da se boste pa zelo našli v službi. In bom opisala nekaj primerov, za katere ocenjujem, da če se ne boste dotaknili svojih področji iz otroštva, se vam bo to prenašalo naprej in vedno, ko boste bolj starejši, vedno, ko boste bolj odgovorni do sebe, ali pa rečemo, zdaj, veste, odgovorni ste že do sebe, ampak potem imate še pa tukaj otroke, pa imate družino, pa gledate širšo družino, okolico, še vedno večje nahrbtnike si devate na rame. In sicer
Moje stranke so dobile v tem letu pismo, kaj se je meni dogajalo in sem ga iskreno delila. Tudi napisala sem ga, tako da sem ga delila najprej z možem, pokazala možu in potem tudi dala strankam, zato da so znale razumeti, zakaj sem si vzela en mesec prosto. Po drugi strani pa sem želela čisto vsem povedati, da tako kot sem vam rekla, iz vsake bolečine, ko bolečino dovoliš bolečini, da zelo, zelo globoko prodre, takrat lahko dovoliš tudi, da ne gledaš niti eno bolečino. Strani ljubosumja, zavisti, jeze, sovraštva, žalosti, vendar vidiš izključno iz ljubezni. In bolj, ko si dovoliš to bolečino odpreti, pogledati, bolj in bolj seka in sije ta ljubezen in bolj in bolj kaj delaš, se osvobajaš. Vedno, vedno bolj se osvobajaš. To pomeni, poskušaš reči, ej, strah, ful v redu, da si z mano, ampak zdaj te ne rabim, zdaj grem čez ta strah. Ok, gremo se dotakniti. Začela sem s tem, najprej še samo nekaj. Danes je drugače moj predbožični večer, badnje večer, temu se reče, tako da vsem vernikom pravoslavne vere čestitam za en badnje večer, jutri pa za en tak lep, krasen božič. No, jaz jutri za božič ne bom z mojo mamo, z mojimi sorodniki, oziroma mojim bratom, otrokom, ampak grem na obred, ampak zato smo danes naredili en tak lep, krasen večer, da bom to, si lahko predstavljate, na obred grem direktno na moj božič, pa to je noro, kako bo lepo. Tako da, evo, res vam želim čudovit večer, pa še predvsem jutrišnji dan. Da pogledam 7 minut uvoda. Odprla sem temo vzorcev, ali sem dovolj dober, ali sem dovolj dobra, ali sem dovolj, kdaj, kaj pomeni biti popoln. Pa se bom mogoče dotaknila teme popolnosti, ki je včasih veljala zame. Da bomo mogoče videli iz vzorcev, kako lahko si sami delamo rukzake, če lahko, če bom poskušala vam to nekako približati. Zame, če bi me vprašali 3 leta nazaj, pa ne 3 leta nazaj, še evo rečemo 2 leti, da se človek raste, ampak tudi ne raste tako hitro. Če že vidimo samo napredek, potem rečemo, to je to. In resnično se mi zdi, da vsako leto sem dosti bolj v svojem stebru, tudi tako, da resnično mi ni izziv povedati iskreno, kaj čutim, kaj se mi dogaja. Noro, mislim tako, kot da sem rojena za to, da vam govorim resnico in skozi to resnico čutim in rastem in s tem posledično rastejo vsi, kateri so okoli mene. Zame je, na primer, delovala popolnost, pa bom opisala, na primer, žensko, kar bi lahko tudi moškega, ampak bom šla z mojega. Kaj je bila zame, da sem popolna oseba. Zame je bilo to, da sem naredila šolo, faks, to pomeni, da sem izobražena, intelektualna, na nek način razgledana. Se zdaj kar poslušajte, koliko sem si bremen naložila. Predvsem bi želela, da slišite bremena, ki sem si jih naložila. Da znam kuhati, ker sem Balkanka, absolutno kuhati. Da znam biti prava gospodinja v hiši, kar pomeni, da je hiša čista. Hvala Bogu za mojo Hanko, da jo imam, ker če ne bi pa še to delala skozi. Potem, da znam organizirati, karkoli je pač potrebno. Če otrok reče, mami zrihti, mami takoj zrihta akcija, to, vse, kar je pomembno. To meni organizator, vse poštimati. Ker poslušamo bremena. Mene zanima, kakšna bremena ste si vi dali. Da sem zvesta žena, predana žena, da sem žena, ki sem vedno možu za vzgled, to pomeni, kaj je zdaj spet za vzgled, kaj nekomu pomeni za vzgled, da sem urejena, da sem uglajena, to pomeni urejena in uglajena, to pomeni, da saj ta ponton obvladam in tako naprej. Da sem krasna mami, to pomeni, da kadarkoli otroci bi želeli biti s menoj ali pa karkoli početi, mislim, jaz imam vloge razpisane, to ful, toliko časa z otroci, dobro, pol se to namesto 20 minut dela, včasih 1 ura in pol, včasih 2 uri, no in tako naprej, in da si v službi, da v službi rasteš, da te ljudje spoštujejo, da ti spoštuješ njih, da konstantno delaš napredek, da prebereš vsako leto vsaj 12 knjig, potem da
Absolutno, da obiščeš vsaj eni 6 do 8 izobraževanj, delavnic, zaradi tega, da se lahko izpopolniš in tako naprej. A slišite? Zdaj, ko vam to govorim, me duši, koliko si sami naložimo bremena, da želimo biti popolni. Okay? V tej popolnosti notri pa sem izgubila tisto, kar sem v največji bolečini iskala in to tudi našla. In hvala Bogu, da me je to vesolje peljalo tam, da sem to poiskala in da sem videla, da to, kar je zame bila nekoč popolnost, je to nekaj, kar je popolno zunanjega sveta, zunanjih deležnikov, zato, da drugi lahko rečejo, kdo je Tanja ali pa kdo ste vi. Na drugi strani pa potem spoznaš, kaj je prava popolnost. In zdaj poslušajte to popolnost. Da sem vedno odprta srce. Da imam vedno odprto srce. Da tudi, ko me zaboli, sprejmem to bolečino. Da sem sočutna do ljudi. Da sprejmem sebe in da s tem sprejmem druge. Da znam uživati v tem trenutku tukaj in zdaj. Da je čisto v redu takšna, kot sem. Da je čisto okej. Če ne znam dati odgovora sinu, da je tudi okej. Če ne znam, pa če ne morem zdaj poiskati vse odgovore mojim poslovnim partnerjem, da je tudi to okej. Pomeni, vrednote, ki sem vam jih prej naštevala, so totalno drugačne od teh vrednot. Ne vrednot kot osebe, kot popolnosti. In prej, ko boste poskušali si reči, jaz pravim, da za mene, to sem zdaj tako. To včasih tako se mi zdi, kot da sama sebi govorim, da vam govorim, da slišite. Pa pol to pogledam, pa se zjokam, pa si rečem, oh my god, kako sem govorila iz srca. To je to, da mogoče je popolnost za nekoga podobno, kar je pri meni, ampak ta popolnost potem vam nalaga eno in drugo breme in vedno večje in večje breme. In s tem potem časih ne znate ležati na kavču, uživati, poslušati svoje srce, se pogovarjati s partnerjem, tudi po 6 ur, če je potrebno, zaradi tega, ker si dovolite, da ste samo to, kdor ste. Da znate jokati, jokajte, če vam je fajn. Da resnično si dovolite sprostiti in čutiti, da ne rabite biti vse tisto, kar sem prej naštela, popolnost, ampak da si dovolite, da vidite popolnost drugimi očmi. Da vidite popolnost na način, da ste vi v svojem srčku. Da vidite popolnost, da ste notranje mirni, da lahko sedite, da greste v službo in da uživate v službi, da uživate s svojimi sodelavci. In zdaj se dotaknemo, kar je res ena izmed zelo pomembnih stvari. Liljana, hvala. Ena izmed zelo pomembnih stvari. Začelo me je dušiti prejšnji teden, ker sem pač šla skozi moje bolečine. Tudi to bom povedala. Tudi to bo prišel odličen moment. Mogoče danes malo, ampak ne smem zdaj čisto vse. Mislim, ker imam le družino vpleteno zraven. In bi vsekakor želela, da je moja družina sveta, zaščitena. In kolikokrat sem kakšnemu sodelavcu rekla, ali sodelavki, to, kar so isto meni govorili, Ana. Wow, samo ti zmoreš, ti si fenomenalen. To je noro. Ti si tisti, ki so rojen za to, da boš to naredil, Ana. Vse se to zelo lepo sliši, Ana. Ali pa ti si nepogrešljiv, Ana. A se kdaj vprašamo, če ta oseba na drugi strani ni imela močne ljubezni in to vidi kot ljubezen, kakšno breme tej osebi damo. Ko se zdaj spomnim nazaj, jaz sem izredno, 2 sodelavki, mi smo bile kot 3 peresne deteljice. Škoda, da nismo imeli še eno zraven. Igor je bil pa kao 4. Barbara pa Laura. Mogoče se spomnite, po moje se še spomnite, sem takrat, če nisem toliko video snemala, ampak v vsakem primeru, kolikokrat sem jim naložila kako tako breme, ko sem rekla, ti si nepogrešljiva, ti si fenomenalna, ti boš vse naredila.
In zdaj si predstavljate, če oseba ni imela dosti ljubezni in ona sliši, da nekdo za njo misli, da je ona najboljša, ona še dodatno breme sprejme. Ona se ne razbremeni, ona še dodatno breme sprejme. To vam bom povedala zakaj. Jaz sem mojemu možu zadnje 2 leti govorila, konstantno sem mu tako rekla, Igor, ti si moj gospodar. Včasih sem mu tudi tako rekla, ti si moj Bog. Ali pa sem mu rekla, življenje si ne predstavljam brez tebe. To je moja idila. In potem, ko to rečeš, to je odvisno, kakšni so. Modri ljudje ne bodo to vzeli za slabo, ampak modri, pravi ljudje, pošteni ljudje z odprtim srcem, oni bodo to vzeli kot velik, velik rukzak. In se spomnim Igorja zdaj za novo leto, to je bilo nekaj dni pred novim letom, ko je rekel, če se zavedam, kakšno breme lahko daš osebi, ko mu rečeš, da si ti tisti najboljši. In on po drugi strani gleda svojo ženo, kako se mu zdi boginja. To pomeni, želela sem vam povedati, poskušajte tako, če niste razdelali svojih vzorcev iz otroštva in če čutite, ko vas nekdo hvali, da vam kdo reče v službi, da vam reče, wow, vrhunsko si naredila, ti sigurno zmoreš. Jaz bi to čisto vse kontra, kar nas učijo, bi vse kontra obrnala. Zato, ko vidim, koliko nam potencirajo teh bremen. Da takrat, ko začutite, da vas to karkoli začne boleti, da se vprašate, oh my God, zakaj me to zdaj boli, zakaj čutim tako močno odgovornost. In da takrat se začnete zavedati, da vzorce, ki jih imate iz otroštva, jih še niste pozdravili. To pomeni, če ste v vzorcu imeli, ko ste bili majhni, močen vzorec, manj vrednosti, močen vzorec, naprimer ta, da niste včasih, da ste se počutili osamljeni, da niste križana Marija, vsi takšni stavki vam lahko naredijo 3-krat večje breme. 3-krat večje breme. In resnično, koliko pomaga se dotakniti otroštva, ne od tega bežati. Zadnjič mi je ena gospa napisala, mislim, da to sem pa res brisala. Jaz sem skozi tako bolečino govorila odprtim srcem in mi je napisala bla, bla, bla. In potem sem vedela, kako se mi smili zaradi tega, ker si sploh ne dovoli srca odpreti. Ker ko srce odpreš, srce čuti srce na drugi strani. Srce čuti to iskrenost. To je sigurno. To je isto, kot vam partner reče, ali pa partnerka, ljubim te, ali pa imam te rada, ali pa ti si moja, ali pa ti si mi vse. Ko to poveš in če imaš odprto srce, na drugi strani to srce sliši. Če pa to poveš, da govoriš iz uma, samo zato, ker se dobro sliši, potem pač to zgleda na nek način zbremeni otroštvo. V redu, bom pol si prebrala. Bom si pol prebrala. Mogoče, da se dotaknem pohvale. Ne mešamo pohval, to pomeni, ko ti nekoga pohvališ, pa ko mu rečeš, vrhunsko si tole naredil, to je super. Vendar, ko pa nekomu rečeš, da brez njega to ne bo se tako dobro naredilo, da je nepogrešljiv v tem projektu, pa ni okej, ker mu naložiš breme. To je samo moje stališče, moja izkušnja, moje videnje, zaradi tega, ker imam konkretne primere. Koliko imam takih sodelavcev, ko so vrhunski, ko se danes odlično razumemo. Jaz, ko vidim kadarkoli, ko smo res bili povezani, ampak vem, da marsikaterega sem preveč obremenila in sem mu dala preveč bremen, da ni zmogel. In ko duša več ne zmore, duša začenja biti agresivna, najprej gre v agresijo in gre v jezo, potem gre v nemoč in potem v žalost. In potem nimaš kaj drugega, ko pa se to samo stopnjuje. Tako da, ko poskušamo dati pohvale, damo pohvale takšno, kot je. In rečemo na način, da absolutno so, jaz brez pohval ne gre in tudi pri meni, ne izrečem sodelavki, krasno mi je, odlično, vse odlično delaš, ali pa kakorkoli, Vendar, kadarkoli pa delamo prevelike, delamo
prevelike pohvale oziroma nekoga obremenimo s temi pohvalami in če čutimo, da oni ne dihajo, da niso zaradi tega bolj lahkotni, ampak da jim damo še večje breme, to ni ok. To je manipulacija z ljudmi. Res, točno. A veste, da sem se spraševala sem se nekje tam 30. To je bilo tisti video, ko sem se vozila nazaj z morja, sem se spraševala, kolikokrat lahko manipulativno zavedemo osebo samo na tak način, ker znamo biti tako, wow, pa ti brez tebe to ne gre, ti si vrhunski, ti to dobro obvladaš, wow, v tem stilu, koliko lahko res naredimo nekomu, ne samo bremen, tudi manipuliramo s to osebo, zaradi tega, ker pač to čutimo, da nam to uspeva. Ok. Je bilo zanimivo, vsaj delček. Bistvo vsega tega sem vam želela povedati. Začnite brskati po svojem otroštvu. Vsaka jeza, vsaka žalost, vsak občutek, ko nekdo reče, wow, ni lepa vržica, ali pa tole pa zdaj sploh nisi v redu, ali pa pet stran, ali pa kakorkoli. Vse, karkoli zaboli, vedite, da to ne boli odraslo osebo, da to res boli otroka v nas, ki je prav, da spozna točno to, kar se mu je zgodilo in da se vrne nazaj in vidi, zakaj je do tega prišlo. Ok, to sem zdaj povedala za službo. Povedala sem, kako sem obremenila svojega partnerja s tem. Povedala sem vam tudi pred določenimi videi, nekaj časa nazaj, malo mi se tako jezik zapentljal vmes, ko sem vam rekla, da kakšno breme sem naložila mojemu sinu, mojemu starejšemu sinu, ko sem mu rekla, pa ti si jaz kaza, ti pa ja, pri tebi pa ja prav, da imaš 5, da imaš dobre ocene, ti pa ja ne moš imeti manj kot pa 5. My God, drage moje, dragi moji, ne nalagajte tega otrokoma. Res ne, joj, otroci, res je prav, da jih vzgajamo, ampak da jim dajemo, pa moj sine se naveseli, ko prije 5. On reče, ok, v redu je. Jaz mu rečem, bravo, a si srečen, a si zadovoljen? On reče, v redu je. Ko zdaj? Ana 5, mislim, čistko. Ja, križana Marija, kako bomo potem veseli? Kako bomo znali biti srečni tukaj in zdaj? Če vedno izhajamo iz tega, da tu je, ok, gremo naprej. Če se spomnite, sem vam tudi rekla, mislim, če se spomnite, to zdaj ne vem, sem delila z vami, da sestavite plan, sestavite želje, vendar poskušajte tem željem dati prosto pot. Sledite, berite, verjamite v to, ampak jim dajte prosto pot. To izredno dobro reče moja prijateljica Iza, ko reče, kako se manifestira in vedno poudarja. Če ni ta prava pretočnost, to pomeni, če ni te verjeti v to, a veste, zdaj tako, da bi jaz rekla, wow, odlično, zdaj bom pa, ne vem, sploh ne vem, kaj ne rečem, ker nimam nekih ekstra želj, imam zelo lepe želje, ampak naprimer, ne vem, kaj ne rečem, da bi se jih na akademijo upisalo, vse vas bom, tisti, ki boste z mano na akademiji, ima da vse, resnično, želim se dotakniti vsake bolečine, da greste skozi bolečino, da bo vsak začutil, da ne rabi biti popoln, da je lahko čisto svoboden, ampak, ok, zdaj se vrnem nazaj. Jaz sem si napisala, da bi želela v tem letu vsaj 50, tako, čisto ok mi je, 2 šoli narediti, to pomeni 2-krat po akademijo, mislim, da imamo 8 srečanj, ene bomo prespali, ampak vse bomo sprobali, vse. Resnično bomo šli od otroka, konkretno. To pomeni po šoli, oseba ve, ko jo zaboli, zakaj jo zaboli, oseba ve, zakaj ima ljudi v tem krogu, točno ve, kaj želi v svojem življenju, konkretno ve, zakaj je obdana s temi ljudmi. Vse te stvari želim. In tudi, ko bo bolečina, se bomo dotaknili bolečine. Sorry. Tisti, ki boste delali z mano, edino tako lahko prijemo do čiste ljubezni. Ker če ne prijemo do bolečine, skozi nekaj si nalagamo. Pa fajn je, da smo taki, pa fajn je, da smo taki, pa fajn. Takrat pa spustimo, pa rečemo, to sem jaz, točno to sem jaz. In zapomnite si,
ko gre človek v največjo bolečino, tam ni jeze, tam ni sovraštva, tam ni vsega, tam je samo ljubezen. Tam je čista ljubezen in resnica. Ok, kje sem zdaj ostala? Aha, to sem hotela povedati. O pretočnosti. A na to isto, tako kot se nekaj, da bi jaz rekla, želim jih imeti 50, pa bi rekla, ne, jaz bi jih imela pa 500. 500. Kaj je poanta? Prva zadeva, kar je, ne čutim vajba, to pomeni tle noter te pretočnosti, topline v trebuhu, ko rečem zdaj, da jih imam 500. Absolutno ne. Mislim, sploh ne vidim. To pomeni, da sama sebi delam rukzake, nahrbtnik na nahrbtnik, dušim se, kdaj 500, pišem plane, wow, v februarju toliko, v marcu, duši. In zdaj si predstavljajte, kako lahko zadušimo najprej sebe in posledično, kako lahko zadušimo družino okoli nas. In glede na to, da sem rekla, da majčken bom povedala, majčken ne bom izdala, jaz se z mojim partnerjem se sploh ne spomnim, kdaj smo se midva tako skregala. Res ne. Midva se skregala tako majčken, ampak to je tako lepo, to je tako sladko. No, in zdaj sva se pa res skregala. Tako sva se skregala, da me je tako bolelo, da sem odšla, evo, kar zdaj bi se zjokala, in celo šla sva še malo dlje, mogoče to za naslednjič. In ko je prišlo tako daleč, da je res prišlo do tega, ko res človek čuti, ko gre tako daleč, da se res osvobaja, pa reče, le spuščam te, resnično te spuščam, zaradi tega, ker želim imeti čisto svobodo in da imaš ti svobodo. Dragi moji, ko so se takrat začeli odpreti teme, takrat, ko se odprejo bolečine, takrat, ko se odprejo vsi strahovi, takrat, ko se govori o teh strahovih, pa to je nekaj najlepšega. Zato pravim, zdaj se bom dotaknila te, koliko je žura. Res me nekaj zanima, to me pa resno zanima. Enkrat mi je rekla ena moja stranka, ki jo imam zelo rada, mi je rekla, evo, Monika napisala bolečine zdrave, vedno bolečine zdravijo, sem se bojimo, strah je tudi tisti, ki se bojimo, kako bomo. Ena stranka mi je rekla, Tanja, to, kar je zate osnova, je za mene vesolje. Ti si toliko že v teh noter stvarih, jaz pa res rabim počasi, korake po korake delati. Mene najprej zanima, koliko od teh stvari, ki vam jih govorim, me razumete, koliko se znate poistovetiti s menoj v določeni stvari. In ta druga stvar, katera je, nikoli ne začnite na sredini. Nikoli. Zaradi tega, ker se boste vedno vračali nazaj. Začnite resnično z najbolj osnovnimi stvarmi, afirmacijami. Glejte, čisto vsak, ki gre z mano na obred, gremo na krasno obred ljubezni, ko mi čakam, ker bom tako poletela, ko mi čakam s krasno skupino. Delajo vsi afirmacije, to pomeni, kako boš odpiral svoje srce, če svojemu srcu ne dovoliš, da najprej iz tvojih misli, ki jih ti iz dneva v dan ponavljaš vsak dan, zjutraj, popoldne, zvečer, kako bo to prišlo do srčka? Dajte mi to opisati. Jaz to ne razumem, resnično ne. To pomeni, začnete čisto na začetku. Afirmacije, najbolj osnovne afirmacije. Tako lepo mi je Tanja napisala, pa še moja somenjakinja. Čisto osnovne, ne vem, sprejemam se, odpuščam si. A se spomnite moje 30. ki sem vam povedala? Kaj? Odpuščam potrebo po popolnosti. Odpuščam potrebo. Vseeno mi je, povedala bom tisti, kdo me razume na drugi strani. Pa če ste 3 osebe, ste 3 osebe. Ampak govorila bom svobodno, točno tako, kot čutim in to vam bom rekla. Ampak vse to že delam 1 leto, konstantno. Včasih sem se pripravljala, pa pisala pa, a veste, koliko sem se pripravljala za video, zdaj pa že zadnjo leto pa sem spustim in rečem, to, kar je prav, to naj pride ven. Ok, za zaključek, evo. Bolečina zdravi, ful lepo je napisal, koliko vam je stan. Tanje, drage Tanje, rada bi vam povedala,
da meni so pred nekaj leti rekli, da bi bilo dobro, da spremenim ime, ker Tanja smo socialne delavke. In to je res. Da spremenim ime, zato ker bom vedno socialna delavka in bom vedno želela drugim ustrežiti. Ampak ne, mi se s tem, to je naše poslanstvo, to je naše življenjsko poslanstvo. Drage Tanje, vaše življenjsko poslanstvo je, da pomagate ljudem. Zdaj kako? To boste pa potem vi same našli. Ok. Eno temo sem pa vseeno želela, ki se mi zdi, midva z možem sva od 1. januarja pa do danes v povprečju 8 polnih ur, ne hecam se, 8 polnih ur, najni otroci so tako pravijo, da smo čisto zmešana, čisto zblejana, res, se pogovarjava in izredno veliko temo namenjama spolnosti in tem, ne spolnosti kot seksu samo, ampak čustveni spolnosti. Konkretno, kaj se dogaja žensko pri tem, to je tisto, ko rečemo, če ima vzorce, kakšne vzorce ima, moja Brigita. Brigita, vse najboljše. Draga moja. In sicer, to je tisto, ko rečemo, a veste, ko želimo na nek način, to je tema, ki vas bom zdaj vprašala, če ste za to, da bomo malo se dotaknili te teme. Ženske vedno želimo ustreči moškemu, na način, da moškega osrečimo, da ga osrečimo. In posledično, če imamo krasne moške, tako kot imam jaz mojega moža, in jaz sem prepričana, da marsikatera, ki gleda zdaj tudi, pa ima moškega, ki moški pa želi osreči žensko. In kaj se potem naredi? En drugega želite osrečiti, en drugega čakata in pozabite na tisto, kar je najbolj pomembno, da imate sebe najraje. To pomeni, da sebe postavite na prvo mesto. Zato sem tudi rekla, da si bom vzela mesec dni, ker bom na prvem mestu, ker se bom postavila na prvo mesto. In jaz res to živim, jaz kar govorim, to živim. Drugače ne gre pri meni. Oziroma ne gre, to si želim tudi dati strankam. In samo tako lahko odpiramo tabuje in delamo premike. Evo, želim si, da bi našla tvojo magično moč. Želim si, da bi... draga Lidija. Ok, tema, katera je, drage moje. Seveda to ne bo zdaj takoj naslednji teden. Mislim, jaz bi si rada našla nekaj ljudi, se malo pogovorila o tej temi. Predvsem veliko bom odpirala sebe. Da bom povedala, da... Mislim, da sem 3 mesece ali 2 meseca nazaj dala film, kako bi ne video o boginji, kako naj se ženska prepusti moškemu. Ampak zdaj bi se pa tudi dotaknila temu, ko se prepustite. Ali se prepustite zato, da razmišljate, kako bo njemu lepo, ali zato, kako bo vam lepo. In resnično me zanima, če vam bo dobra, mislim, če vam je ta tema, da se dotaknemo spolnosti, da se dotaknemo ali uživamo v spolnosti. Ful bom vesela, če se mi kaka javi, kot mi pravi, da z dneva v dan, wow, ko mi čakam take osebe, da srečam, ki bi vsak dan uživala v tem. Sem zaradi tega, da poskušamo, drage moje, odpreti temo, ki se mi zdi, da je tako skrita, da je tako potlačena, da je tako, a veste, moški, po moje, moški ne vara svojo ženo zaradi tega, da bi se počutil večji mačo. Spet moje mnenje, ok? Vara zaradi tega, ker išče ljubezen. Ali obratno, ženska vara moškega. To meni skozi se gibljamo okrog ljubezni. Skozi. In še nekaj je, Mislim, da eni imajo eno dušico, ki jo lahko rečejo eno dušico in si ene dušici predani, eni pa res lahko več. Vse zato pa je v arabskem svetu, se vidite, koliko je več žen. In je to. Vendar, če pa nisem pa za, jaz ponavadi ne rada dajem kakršnikoli izjav ali se strinjam s tem, sem pa gledala eno oddajo, tisto, ko je imela Zvezdana, ko sta bila en par, ko sta govorila o tem, da lahko več z večjimi spiš, in zanimivo, da ko sem jo poslušala, nisem jo gledala, ker poslušam in na tak način si
si dovolim, da prije do mene. To pomeni, da slika ne vpliva name, ampak da vpliva zvok. To pomeni, da slišim, kako oseba govori. In je bilo zelo zanimivo, da pri njej nisem glih čutila take osvoboditve tega, ker pač ima tako zvezo. Jaz je nisem čutila. Ampak pri njemu sem pa tudi čutila, da rabi ljubezen, da potrebuje ljubezen in da išče ljubezen. Ok, preveč sem že zdaj rekla. Ok, če se vam zdi ta tema zanimiva, da se dotaknemo, drage moje, pišite. Pišite, ker ne želim, da nobena ženska na tem planetu da noge narazen, zato ker je prav, da jih da. In ta druga zadeva, tudi ne, da naprimer to dela, ali pa obratno, da tudi moški to naredi, sem zato, ker je to prav. Ne, resnično me zanima, ali je to tisto, ko začutiš, da si nekoga želiš. Ko čutiš, ko je to čutenje zraven vključeno. My God, jaz bom še na koncu seksologinja postala. Bom šla naši Veroniki, ki je seksologinja, bom šla na 1 uro, ker ful se želim poglobiti v to varianto, kaj se dogaja z moškimi in kaj se dogaja z ženskami. Res, zaradi tega, ker to je en delček našega življenja, ampak po drugi strani je v tem delčku noter skritih največ naših blokad iz otroštva. Največ. Ugoditi nekomu, ali si dovolj dober, ali je to dovolj, kako biti popoln, da bo vse najboljše in tako naprej. Evo, toliko, 30 minut. Dragi moji, en lep večer vam želim, en lep krasen vikend. Bi vam želela deliti, ko res bi rada stopila na Prešernov trg, vse povabila in vam povedala, da še 26., 27., 28., 29., 30., 31. so bili moji dnevi. Zelo boleči, vendar od prvega naprej in te moje drage stranke, moje sestre, ko so tako z mano, poglejte me danes, cvetim, vse je v redu. Zaradi tega, ker ko si v bolečini in ko priješ do ljubezni, ni šans, ljubezen te samo osvobaja, ljubezen te samo tiši naprej. Samo, če si dovoliš dotakniti globoko noter v bolečino. En lep, še enkrat, lepo bodite, delite z mano, ali si želite te teme ali ne. Če si ne želite, pol pač ne pišite, če pa si želite, drage moje, ima, da zaživimo poglavje v knjigi Spremembe vredna. Resnično ga želim, da ga zaživimo, res na polno.